Ja, kako si pa ti luškan kuščar? Ma skoraj tako luškan, kot naša Maša. Ma kaj govorim, veliko bolj luškan, kot naša Maša si. Ona nima takih fajn bodic. A smo že not? Maša, lepo pozdravljena, čas je za vreme, jaz imam novega hladnokrvnega prijatelja. No, si pa ti veliko bolj vroče krvna, ne boš povedala vreme? Ne bom, promet bom povedala. Ja, promet, pardon, Ja. jaz sem čisto zmeden. Ja, vidim, ja. Drugače pa morda res nimam bodic, ampak če boš takle do mene, znam jaz tudi špikant. Ja, to pa vem, Tako to da- pa vem. Oster jezik pa imaš. Ja, to je res. Tak plazilski ne, kad dela. Drugače pa bom jaz zelo hitra s prometom, ker se ne dogaja veliko in ker si najbrž vsi želimo iti nazaj k temu luškanemu kuščarju, pa tudi k tistemu, ki ga ima ta kuščar v naročju. Na Štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred prehodom Šentilj proti Avstriji, približno 2 km in 500 metrov. Nazaj, kajti enostavno se nismo morali ločiti od teh kuščarjev, več o prometu kasneje. V moji družbi pa že drugače Matic Media iz Teraristika, sem pravilno povedal. .si in ti se ukvarjaš z vzrejo plazilcev, Tako. kač in kuščarjev. Tako. In odkot ideja za to? Kdaj si se navdušil, da boš pa ti vzreditelj? Ne? Ja, v bistvu začel se je pred 14 leti. Takrat sem tudi kupil ta prvo kačo ameriškega goža. Takrat sem še kupil na Bolhi. Sem dobil enega vzreditelja iz Maribora. In tako se je pa začela. Ne. V bistvu prej nisem imel nobene kače per sebi, ali pa da bi jo imel v rok, da bi jo kje videl. Ampak sem se pač odločil, da bi nekaj posebenega in bo kača za prvo žival. A ne. Seveda sem imel že prej tudi ostale živali, a ne, ampak za plazilce sem se pa za goža takrat odločil. In potem, ko sem dan prinesel, v bistvu sem še en cajt skrival malo, noben mu doma povedal. Pa s časoma, ko sem povedal, se je pa sam odprl, a ne, pa se je pa začel sam kopičiti. Se je pa začel kopičiti. Kako pa je bilo to skrivati kačo doma? Ja, se je dal, mislim, jaz sem imel že takrat en svoj štuk, kako preko stanovanja in sem imel to skrit, ni noben, kje je v bistvu hodil, a ne. Pa sem pa povedal, ni bilo nobenega tajzga odziva, kakšnega katastrofalnega. Ni bilo Ne. Pa se je pa začel nabirati. In odkot se ti zdi, da pri ljudeh ta strah, zadržki pred kačami in drugimi eksotičnimi živalmi so morda tukaj pri nas malce nerazumljeni? Jaz moram reči, da tale kuščar je prav prijazen, zelo miren, čutim pa, da je res hladnokrven, ker mi prav hladi koleno zdaj. Ja, verjetno ta strah izvira, se pravi, bolj starejši imajo ti strah, a ne. Že od začetka, mislim, pač, ne vem, včasih so se bali kač in imajo zdaj ti strah, pa jo prenesejo na svoje otroke, a ne. Ja, Mislim, da je zaradi tega. No. Vsem pravijo, kače so nevarne, ne? Te, Ja. ki živijo pri nas, čeprav pri nas nimamo veliko strupenih. Ja, 11, kač. mislim, strupene so 3 vrste, vse skupaj je pa 11 vrst, a ne. Kač pri nas v Sloveniji. Ja, tako. Kaj čak, jaz vem, gad je strupen, pa modras je najbolj strupen. Navadni gad, laški gad pa modras, te so strupeni. Laški gad. Niso zdaj tako smrtno nevarni, mislim, lahko so, a ne, se te že čebeli pik lahko uničijo, a ne, zdaj če si alergičen. Drugače pa za zdravega človeka ni v bistvu smrtonosen, a ne. In koliko različnih vrst živali imaš pa ti doma, katere so najbolj eksotične, na primer? Ja, jaz imam tam 23 različnih vrst, tam čez 150 živali vse skupaj, ne. Zdaj sicer malo zbirka, sem imel svoje čase še več živali. Zdaj, ko so otroci, pa ki imajo manj časa, je malo manj tudi časa za se ukvarjati s plazilci. Drugače imam pa, ja, večinoma imam kače,
pa so pa kuščarji od bradatih agam, različne barve, mutacije, kameleoni, jemenski, panterovi, več teh kameleonov, pa še nekaj želv imam, no. Kopenskih, ja. Kopenske želve. In za nami sta danes torej kraljevi piton, to imaš ti, in ta rata lahko zelo velik, več kot je večji. V bistvu je to kar končna velikost. No. Ja. Mogoče še mečkan, da zraste, malo tudi v debelino, ta je samc. Ni to lih klasičen primer, ne? To je mutacija pastel. V narav so malo bolj taki rjavkaste. Malo bolj rjavkasti, ta se malo bolj sveti. Ne? Svetijo se itak, kače vse, mislim. Vsi mislijo, da so mokre ali pa sluzaste, v bistvu pa odboj, od svetlobe. Odboj svetlobe. Ja. Tole je pa bradata agama. Ja. Ne mora reči, ker je prijeten, miren kuščar, takole, primeren za domačo žival. Ja, v bistvu se odločajo, večinoma med kuščarji se odločajo za bradato agamo. Je taka mirna, tudi ne rab ne vem kakšnih posebnih pogojev, to je puščavska vrsta, živi v Avstraliji, v bistvu ne rab nobene vlage, tam pesek, suho, edino kar je temperatura, tam je 40 do 45 pod žaranco, to je maksimalna temperatura oziroma točka v terariju, pa mora imeti v bistvu nadomestek naravne svetlobe, to so pa tak posebne žarance, UVA, UVB, spektr, ki imajo. To je to, vitamine treba dati, pa hrano. Vitamine pa hrano, pa majčkam pozornosti. Ne? Ja. Ti si drugače rekel, da vzrejaš te živali za nadaljno prodajo, za naprej, ne? Tako da tudi ta piton in ta agama nimata imena, si mi povedal. Ne, to je v bistvu, pač to je odrasle primerka, ki imam za razplot. Za razplot in rekel si, da za agame se veliko odloča, ampak se te živali tudi rade crkljajo, imajo rade pozornost ljudi, ko se enkrat privadijo. Ja, mislim, da je. Sploh kakšni kuščari, kače se tudi navadijo. Sicer ni tako, kot pa pri psih ali pa pri mačkih, da ga ti po imenu poklical pa vpršil. Vse pa daj naučiti, določene stvari. Kako pa izgleda takole vsak dan takega plazilca? Jaz si predstavljam, da veliko spijo. Ja, naprimer, kraljev piton je nočna žival. V bistvu čez dan se nekam zarije v kakšno votlino, v skrivališče in tam pač spi, miruje. Poj po noč je pa aktiven. In tudi takrat v narav grejo na lov za hrano. In tudi takrat se jaz naprimer v večernem času jih hranim. Bradata agama je pa v bistvu dnevno aktivna žival. Ona je pa čez dan pride, zdaj če govorimo v narav, iz kakšne votline, skrivališča, pride ven. Od kamna. Tako, pride ven, se najprej segreje na optimalno temperaturo, pa gre pa na lov, za čričkam, kobilcem. Se pravi, tale se bolj z žuželkami prehranjuje. Kaj pa za vse kače, ki jih imaš? Imaš tudi veliko zmrznjenih miši doma? Ja, imam kar 4 skrine, ta velike. Ja, v bistvu kače pa, naprimer, zdaj, če majhen piton je manjšo miško, pa ki je pa večji, pa tudi pa prilagodiš, pa je že, naprimer, takle poje srednjo veliko podgano. Ja. Zdaj, kača, kakor sem omenil, zmrzeno. Zdaj, če kača navajena v to ujetništvu, pač, če navadiš od mladiča na mrtvo hrano, se pravi od zmrzeno, ti jo bo jedla pa skozi. Zdaj, če ni navajena od začetka, bo pa sam živo jedla. Rad sem slišal, da jih je treba v mikrovalovki se greti, pa na eno palčko dati, pa pol z njimi migati. Ne, v mikrovalovno ni priporočljivo, ker to je, so že dajali v mikrovalovno, pa tisto miš raznese. V bistvu se da samo pod vročo vodo, daš v en plastičen krožnik, lonček, noter daš vročo vodo izpod pipe, kakor preteče, pa daš noter,
par minut, zdaj odvisen, koliko je velika miša, ne, se tisto taja, obrišeš v papirnato brisačko, pa s pinceto poj pomigaš pred glavo in ona poj Pol zagrab. Ja, tako. Kako dolgo pa živi en takle kraljevi piton? In Ja, kaj v bistvu potrebujemo vse? Ja, Življenjska doba je tam 21-25 let, a ne, mislim, tudi če tako normalen delaš. So primerki, ki tudi več dlje živijo. A ne. Zdaj, mislim, parabaš terarij, a ne, predvsem, da je v redu temperatura, to se pravi tam 30 stopinj na toplem delu, a nekaj terarij ima dva dela, ploh rekel, na enem delu, na eni polovici, ki je grelan kabel po tleh, ne bi bila tam do 30 stopinj, na drugem delu je pa pojka ni kabla, je pa manj, je pa tam 27-26 stopinj. Tako da žival lahko izbira, kam bo šla, se šla pogreta, šla malo na hladnejši del. Ne. Jaz bi njega poimenoval sonček, kaj take sončne barve, peščene. Ampak bi pa res koleno hladi, kaj ne vem kaj. Kaj da bi imel, Ja, mogoče zdaj, ker ni ne ugreta. Ne. A on se pol tudi segreje? Ja, plezilci imajo v bistvu temperaturo okolja, a ne, recimo. A ne. Zdaj, Tako da kar pod reflektornega dam. ja, Pa bo, kako dolgo pa ena takale bradata agama lahko? tam do 15 let živijo. No, se pravi, to so kar dolge življenjske Ja. dobe, glede na to, kako velika je žival. Sem si predstavljal, da veliko manj, ne, kaj je takale majhna. Se pravi, potrebujemo terarij, primerno hrano, temperaturo in potem imajo one kvalitetno življenje. A je pa je treba te živali kaj cepati, kakšni redni obiski veterinarjev? Ma, Kako- ni primer, mislim, ni zdaj potrebe, zdaj, če vidiš, da je kaj narobe, ne vem, zdaj, da kihala žival, a ne, lahko ima kakšno pljučnico, a ne, kaj tazga, da so kakšne spremembe, a ne, da se polom, recimo, agama nogo, da se kaj zatakne, to itak opaziš, a ne, da je kaj narobe, zato takrat se jo pa seveda nese k veterinarju. Drugače pa zdaj, da pa pohodu, ne vem, na preglede, lahko neseš, ni pa zdaj mus. Mi pa zdaj mus. Ne. Kako je pa, ko se kaj razmnožujejo? Ne, zdaj rekel si, veliko jih imaš doma, tudi razplod, a pol moraš kaj obračati, kakšna jajčka od kačik ali pa kaj Ne, takega? od plazilcev se jajc ne obrača, zaradi tega, ker če ti 24 ur po, ko izvali jajca, obrneš, a ne, mislim, zarodek že začne rasti noter, in zdaj, če ga ti obrneš jajc, v bistvu zadušiš ta zarodek, a ne. Pri ptičih, a ne, kurah, vsem ptiči, tam se morajo jajce obračati, a ne. Kaj pa v bistvu kača, naprimer piton, ko izleže jajca, oni v bistvu v naravi sami inkubirajo jajca. Se okoli jajc Uvijajo? uvije in jih v bistvu sam z mišicam ugreva. A ne. Greva stiska malo tako raste. Ja, temperaturo dajo, ne, tam na 29 stopinj pa pol. A ne. V inkubator, v bistvu, taka jajca se ponavadi, a ne, to 2 meseca, ko se jajca inkubirajo, če jih pustiš pri pitoni dosti izmolze kačo, a ne, pa je lahko na koncu sama kost pa koža, ker v tem času ona nič ne je, a ne. Zato se jajca pobere, pa se jih da v inkubator, na primerno temperaturo, tudi vlago primerno, a ne, ker jo lih v terariju ne moreš take zagotoviti. Pa se pa recimo po 2 mesecih se izležejo kače. Ne. Imenitno. 2 meseca, to si pa nisem mislil, da dalj časa traja. 2 meseca. Dlje časa traja. Matic, najlepša hvala za enkrat, Okej. ampak k temle zanimivim živalcem se bova še vrnila takoj po kratkih oglasih, da se jaz še malo bolje spoznam s Sončkom tukaj. Sonček, kaj bi pojedel kakšnega mravljinčka ali pa kaj? Ne bi. Ti bi raje eno skakavico ali pa kaj takega. Enega flipa, kakšno čebelico. Ne? Stanite. Dobrodošli nazaj v našo družbo in pri meni v gosteh Sonček, bradata agama iz Avstralije. Jaz sem ga kar poimenoval. Se ne vem, a je fantak ali je punčka? Samc je, ne? Saj se mu vidi, da je samc. Ja, uživa kot pravi samet. Drugače pa v gosteh Matic, medija iz teraristike. Ti si pravi terarist. Tako. Ne, so ti že kdaj obtožili. In ti si rekel, da imaš doma preko 150 živali in kako, naprimer, si nekdo, ki si pa želi kačo za domačo žival, izbere primerno vrsto kače.
Na kaj vse bi bilo treba gledati? Ja, primerna, mislim, zdaj, vsaka žival je lahko primerna za nekoga, če zna za njo poskrbeti. Ne. Zdaj, če govorimo o kači, primerna kraljev piton ali pa ameriški goš, ne. To je taka bolj nezahtevna kača, pa za začetnika. Da je, Kaj pa za takele za kuščere pa lažje je skrbeti za kuščere kot za kačo drugače? praviš rekel za kačo. Aha. Ker kači daš, ne vem, zdaj tako mole odraslemu pitonu, daš na 14 dni eno podgano, a ne. Dobro, vodo mora imeti zmeraj na voljo, a ga ima pa treba kar vsak dan hraniti, no. Ali pa na 2 dni. Se pravi, pitona lažje, kačo lažje pustimo samo Ja, tako. doma, ne, za dlje časa. Gremo Sploh, če lahko gremo na na dopust. dopust. Ja. Ne. Aha. Tega lepa, ampak se drugače lahko potujemo z njimi? So tukaj rabijo tudi oni pasuš kot kakor kuški? Pa muški? Ja, to ne vem, mogoče da rabijo kaj. Zato se še nisem več, ker s sabo jih ne nosim, tako da se nisem. Eni jih prešvercajo, a ne. A ja, saj. Za druge pa ne. Kako je pa drugače za živali? Nisi si tudi prinesel v takem primernem boksu, da so varni pred temle mrazom, ki je danes malce bolj hladno. Jih moti drugače to premikanje ali ni preveč stresno? Ja, drugače ni preveč pameten, a ne, da to je za vsako eksotično žival, to je stres, a ne. Če ga ti sem pa tja voziš, to ni lih primerno. Kako je zadovoljen. Kako je zadovoljen. Kakšni so pa drugače stroški? Takole, začetni strošek, evo, jaz sem se zdaj zaljubil v sončka. Koliko za sončka? Koliko za sončka? Matic, koliko za sončka? Mladiči so tam od 50 evrov pa gor, odvisen od barve. Poj pa terari, kar je te največji zalogaj. Terari te pa pride tak primeren z vso opremo, te pride tam od 300 do 400 evrov. Mesečni stroški so pa v bistvu hrana, a ne, to je pa resmo tam 30 evrov za gamo, a ne, tako da je normalen hranjena, je 30 evrov siguren. Stroški same elektrike ni zdaj, ne vem kako, da preko grozno visoki. Za kačo je pa isto, je pa ne vem, od kraljev pitona dobiš od 50 evrov pa navzgor, lahko tudi po par tisoč evrov, a ne, imaš tudi barvne mutacije, te variante. Je bolj redka mutacija. Ja. Terari isto tam 300-400 evrov, hrana je pa malo manj, je pa ne vem, od evro pa pol na 14 dni. A ne. Ampak jaz pa za sončka ne bi mogel nabrati sam tlele zunaj kakšne hroščke pa take zadeve. Ali so te žuželke potem tudi uvožene iz Avstralije, kjer sonček? Ne, mislim, so določene farme v tujini, a ne, Avstrija, Nemčija ima farme, kjer vzrejajo prav hrano z namenom nadaljne hrane, a ne, za plazilce. In take se priporoča, da se s tem hrani tudi, a ne, ker v naravi dobiš kakšne čričke, pa to ni primeren, ker nikoli ne veš, lahko je kaj špricen v okolju, a ne, pa da to po enemu daš, lahko umre zaradi tega. A ne. Katera je bila pa kakšna najbolj eksotična vrsta, ki si jo imel doma? Kakšna res posebna, kakšna bolj redka? Mislim, redka, zdaj, ne vem, imam tudi strupene kače, no, doma, da če to je kaj... A jih to kdaj molzeš pol tudi? Ne, za ne, proti strupe ne, pa take stvari? Ne, nič. Nič? Kjere pa so te strupene kače, ki jih imaš? Ja, imam tudi mudrase, a ne, prav vzrejene v jetništvu, gade, kobre koralne. To je ta kobra? Ja, isto se odpre. Tako. Ni pa kraljeva kobra? Ne, ni pa kraljeva kobra. A ta tudi pljune? Ne, pljune samo pluvajoča kobra. Aha. Ugrizne, a ne. No, vidiš, ne, kako se, jaz sem pa vedno mislil, da kraljeva kobra je pač ta kobra, ne, in ta valjda tudi pljune. In temu ni tako. Se vedno nekaj novega naučim. Ja. Vedno se nekaj novega naučim. Takole. Ja, Matic, kje te pa lahko ljudje kontaktirajo? Verjetno imaš spletno stran, spletno trgovino. Ja, lahko me na spletni strani terroristika.si ali pa Facebook stran terroristika.si, tam lahko pogledajo. Tudi kdaj objavim, kdaj so mladiči, kakšni,
Večinoma imam že kar za vnaprej vse rezerviran. Tako da, da moramo dosti vnaprej, ni tole z danes na jutr. Ja. Moj ta malci pa kačo želi, ni problema, klik, evo kača. Ja, ne, tudi zdaj se pravi, zdaj bo šele sezona, ko bojo mladiči, a ne. Bolj tam v juniju, juliju so ponavadi mladiči. Tako da pri meni dobijo lahko tudi kakšne nasvete, terarije delam tudi po naročilu, a ne, se pravi povejo, kakšne dimenzije posebne, pa se prav po tistih njinih merah prilagodi, naredi tudi barva. No, Matic, Medja iz teraristike, ne, naš terarist. Najlepša hvala za obisk, da si nam predstavil tvoje živalce, katere vzrejaš in so tudi na voljo na prodaj, seveda, če te dovolj zgodaj kontaktiramo, ampak 2 meseca čaka, da se jajca od kače izležejo, pa tudi ni toliko hudo, kaj ne. Seveda. Bova zaključila kar malce prej, da bomo lahko v miru pospravile tele naše živalce nazaj v njihove potujoče škatle, ampak jaz sem se na tega lesončka že kar malce navezal. Lahko ga imel takle primeren, ampak verjetno bi bil manj navdušen, če bi se mi pokakal zdaj gor na hlače. Kako pogosto pa kaka takale agama? Ja, vsak dan enkrat, no. Ali vsak dan enkrat? Ali pa na 2 dni se enkrat. No se pa, če si videl, da se je pokakal, pa si varen, pa ga imaš lahko cel dan na sep, recimo. Naprimer, kača tam na 14 dni. A pa so bolj dnevni ali nočno aktivni? Dnevni. Agama je dnevno, ja. Dnevno aktiven. Piton je pa po noč bolj. Piton je pa bolj po noč, ne. Pa tako. Ampak tegale verjetno ni primerno imeti spuščenega tudi po stanovanju. Ja, se nobeno eksotično žival ni primeren, da jo imaš spuščeno že zaradi temperature, a ne, na tleh je hladno. Zdaj za kakšen majhen čas že, a ne, zdaj da bi jo imel pa spuščeno, pa ni lih primeren. Matic, Medja, še enkrat res najlepša hvala. Mi se bomo poslovili v oglase, po oglasih pa že Rok, ki bo spregovoril malo več o krajinskih parkih, pa tudi morda katere živali se skrivajo tam. Mi si bomo pa zdaj vzeli čas in tele ljubke živali pospravila nazaj v njihove potujoče terarije. Stanite z nami, se gledamo.